Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, bi začel s tem svečanim trenutkom, s tem svečanim dogodkom, enim res zgodovinskim dogodkom v naši vasi, v Duplici. In bi kar začel z protokolom in bi povabil k besedi pobudnika vsega tega dogodka, gospoda Jerman Marjana. Spoštovani in spoštovane Dupličanke, Karani in vsi Kamničani, vsi gostje in ne vem, ker ga bi še omenil. Tukaj je to sodeloval, začel se pa nekako takole. Pred več kot 10 leti smo se v okviru krajevne skupnosti pogovarjali večkrat, da je bilo na Duplici tudi, mislim, da je stala kapelica, posvečena Mariji Pomagaj, katera je morala nekje okoli leta 1955 zaradi nekaterih, jaz rečem, prehlajenih glav, stran. Bila je odstranjena kapelica v Šmarcu, na Duplici, na Bakovniku in na Zapicu, 4. Potem je to nekako zamolklo, čez čas se je spet oživelo in pozvedovalo se je o slikah, o kipu, kjer v govoricah se je vedelo, da kip obstoja. Gospod Resnik nam je omenil, da tudi je videl sliko in spet je to nekako pošlo v zakon. Čez nekaj let to pride spet na dan in pred 3 leti nekako smo ustanovili gradbeni odbor za ponovno postavitev kapelice. Zbrali smo se jaz osebno, potem Orešnik Franci, Vidar Miro in Pogačar Bogdan. Nekajkrat smo se sestali, pogovarjali in ideja je padla v idejo in Bogdan Pogačar nam je narisal nekako skico kapelice in spet je minil čas, da smo se nekako soglašali, kakšno. Zatem je prišla gospa iz Konjiškega varstva Avguštinova, Maja Avguštin iz Kranja in nekako svetovala, da se postavi vaška kapelica približno takšna, kot naj bi bila. Seveda smo tavali v temi, ker slike ni bilo. V tem obdobju so bile kapelice postavljene približno med 1850, 1870, 80 in v Kamniški občini taka stoji v Kamniku na Grabnu in v spodnjih stranjah pri Apnencih. Bogdan je potem kopiral nekje te dve po arhitekturi in spravil sliko skupaj, potem pa se je začela nekakšna kalvarija s papirji. Kje je lokacija, da ne bo sporna, da ne bo ovirala mimoidoče, da ne bo pokvarila mladine, da ne bo ne vem kaj vse. Na to smo dobili nekako gospoda Skoka po priporočilu Bogdana in on se je resno lotil vseh papirjev. Po pol leta smo dobili gradbeno dovoljenje z vso statiko in kar zraven paše. Jaz pa sem že vmes ponudil, če ni na Duplici toliko prostora, pa dam svoj vrt. No, in to se je nekako spet vleklo, a ne? In kdo bo pa potem izvajalec? Potem smo tukaj, moram prvo omeniti, dobili to umetniško dušo Alojza Bulja, Grabčevega z Ločega potoka, ki je bil pripravljen se izpostaviti in tudi začeti ta cerkveni objekt za nas. Začeli smo nekako tako, on doma v garaži, mi z idejami in bolj smo ga obiskovali, bolj smo ga nadlegovali. Nazadnje sem se jaz osebno odločil, Lojze, ti delaj po svoji duši, po načrtu in nekaj bo že iz tega. Ker vsak je prišel, je imel svoja mnenja, svoje ideje in to se je samo vleklo. Tako da v letu, začetka leta 2013 smo začeli z
modeli, oziroma Lojze je začel z modeli doma v garaži, potem smo nekje na spomlad vse skupaj prestavili v betonarno Bratov Žurbi, potem je tam dokončal modele in v maju nekje smo ulili prve muštre, tako rečeno. Vmes se je tukaj pripravljala parcela in nekje proti jeseni je bilo to pod streho. V naših dušah je bilo samo to, ne nadlegujmo enega drugega, ne usporavajmo, ampak kakorkoli počasi ne pride stvar do konca. No in v letošnjem letu je bila odločitev, da se to nekako dokonča. Zraven smo povabili vse farane in bili smo tudi presenečeni, sodelovala, nazadnje je cela občina. Od Stran do Šmarce, Rupnika, javljali so se nekako posamezni donatorji in vsa stvar smo pripeljali do konca, do današnjega dne. Pobirali smo te prispevke, tudi malo nevšečnosti je bilo, ampak danes je vse skupaj pozabljeno, dokončano in ker vas zanima tudi, kam je šel denar, nekje investicija bo stala okoli 14 000 evrov, zbrali smo polovico, ostalo smo si namenili gradbeni odbor. V gradbenem odboru je pa od gospoda Bidra bila zaobljuba že pred večjimi leti, da on bo kupil kip zaradi svoje zaobljube, ki jo povedal sam. Jaz pa sem se pred 9 leti odločil, da odprem to gradnjo z namenom, kjer sem bil nekaj dni na Božičku. In tako zaobljuba dela dolg in danes je to naj bo za spomin in zahvalo celi vasi. Hvala. Spoštovani gospodje in gospe, spoštovani gostje, župan Marjan Šarec, dekan Janez Gerčar, oba lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljam vse, ki ste prišli k slavnostni blagoslovitvi kapele. V imenu gradbenega odbora in v svojem imenu bi se rad zahvalil vsem darovalcem za darove in prispevke. Zahvaljujem se vsem donatorjem in sponzorjem za pomoč. Hvala vsem delavcem, ki ste sodelovali pri gradnji kapelice. Hvala mizarju, mojstru za ograjo, krovcu, pasarju, gradbincu Žurbiju, arboretumu Volčji Potok, mojstru Burju Lojzetu za delo kapelice od temeljev do strehe. To je bil mojster, ki je začel pri temeljih kapelico, jo je dogradil do strehe, uredil vso okolico, jo popleskal
Tako da je to njegova zasluga, kar danes vidimo pred sabo. Naslednji je Marjan Jerman. Hvala za njegovo idejo, da postavimo vaško kapelico, katera je že nekoč stala točno nasproti vhoda v tovarno stav. Seveda, kot je že omenil, so jo podrli po svobodi. Danes postavljamo nadomestno kapelo, ki jo tudi danes blagoslavljamo. Lepa hvala tudi vsej družini, ki so pomagali pri gradnji. Hvala tudi Nadi in Ani pri sodelovanju, hvala gasilcem, vsem gospodinjam za pecivo in ostale dobrote. Tudi sam sem prispeval kamenček v mozaik te kapele. Pred leti sem se zaobljubil in prošnjami bila uslišana, zato sem danes z vami z veseljem. Ta kapelica stoji in žari v vsej svoji lepoti. Spoštovani Topličani, sprejmite to kapelico za svojo. Radi prihajate k Mariji s svojimi prošnjami in željami. Bodite ponosni na to pridobitev, ker to ni samo kapelica, ampak to je tudi kulturni spomenik. Posneli smo to kapelico, trudili smo se, da bi bila čim bolj baročna, ampak smo kapelo posneli in je iz dobe 19. stoletja neoklasicistična. Še enkrat hvala vsem za vse in vsakemu posebej. Spoštovani gospod župnik, spoštovane krajanke in krajani, Duplice, Šmarce, kajti to je skupna fara Šmarca Duplica in to je kapelica obeh vasi. Spomnim se leta 1991, ko sem šel k Birmi, takrat smo v Šmarci blagoslavljali novo kapelico in se spominjam, kako velik dogodek je bil to za celo vas in kako težko smo ga pričakovali in kako velika in lepa slovesnost je to bila. No, po toliko letih imamo priložnost tukaj blagosloviti kapelico tudi na Duplici in ko gledamo to kapelico na tej lokaciji, se zdi, da je tukaj že 100 let. Kot da je sploh nikoli ne bi bilo, da je ne bi bilo tukaj na tem mestu. To priča o tem, da če je volja, če je trdna prepričanost, potem se da narediti tisto, kar se včasih zdi nemogoče. In danes se realizirajo sanje, želje in zaobljube mnogih ljudi in to je tudi, kot je rekel gospod Bider, kulturni spomenik. Ta kulturni spomenik ljudi ne deli, ta kulturni spomenik ljudi združuje v priprošnjah, molitvah, ne nazadnje pa je tudi okras celotnega kraja in upam, da bo služil tudi temu, da bodo tisti, ki se tukaj mimo vozijo, dobili Božjo pomoč v smislu, da bodo vozili previdno in da bo čim manj nesreč in čim manj kakšnih drugih nevšečnosti. Naj ta kapelica varuje celoten kraj pred vsemi tegobami in naj bo kraj molitve, miru, tišine in priprošenj. Iskrene čestitke vsem ob tej pridobitvi in iskrena zahvala tudi Lojzetu Burji. Opazoval sem ga vsak dan, kako se je trudil in koliko ur je porabil, jih še sam ni izračunal, ker jih je nemogoče izračunati. Iskrene čestitke in hvala lepa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir trojedinega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha in priprošnja Božje Matere Marije naj bo vedno z vami. Predragi bratje in sestre, veseli smo se zbrali, da izročimo Bogu vaško kapelico in jo posvetimo Mariji, priprošnici kristjanov.
Z vero poslušajmo Božjo besedo, da bo naša dupliška skupnost in vsa naša župnija rasla v Božje svetišče in napredovala v Božji ljubezni. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Bratje in sestre, okusili ste, da je Gospod dober. K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen, saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V pismu namreč beremo: glej, na Sionu polagan kamen, izbran in dragocen vogelni kamen. Kdor veruje vanj, ne bo osramočen. Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je Božja beseda. Bogu hvala. Nebeški Oče, na svet si poslal svojega Sina in ga postavil za temelj cerkve, ta pa nam je na križu izročil svojo mater za našo pomočnico in priprošnico. Zaupno te prosimo. Varuj vse, ki so se že pred desetletjem želeli postaviti novo kapelico, vse, ki so se trudili dobiti vsa dovoljenja, vse, ki so za kapelico dali zemljo in načrtovali, zidali in opremili, vse, ki so darovali za stroške gradnje, vse, ki so karkoli storili, da danes lahko blagoslavljamo to sveto dobliško znamenje. Gospod, varuj jih in blagoslavljaj. Prosimo te, usliši nas. Bog naš Oče, naj nas vsa srečanja pri tej kapelici vodijo po Mariji k Jezusu. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem, ki se bodo v molitvi zbirali pri tej kapelici, da bodo živeli po Evangeliju. Prosimo te, usliši nas. Nakloni večno srečo vsem rajnim načrtovalcem te kapelice in vsem našim rajnim. Prosimo te, usliši nas. V naših srcih nevedno raste zaupanje v Marijino priprošnjo in volja po snemanju njene kreposti. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, tvoji otroci smo, vate zaupamo in skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vodi nas v skušnjavo, ne reši nas hudega. Ponižno prosimo vsemogočnega Boga, naj nas s svojo milostjo podpira in naj s svojo močjo blagoslovi to vodo, s katero bomo pokropili sebe v znamenje pokore in spomin krsta, nato pa z njo blagoslovili stene nove kapelice. Predvsem pa imejmo v mislih, da vsi, ki smo v veri in ljubezni združeni, sestavljamo živo cerkev. Naj bo v svetu znamenje in priča ljubezni, s katero Bog ljubi vse ljudi. Molimo. O Bog, po tebi se slehana stvar dviga k luči. S tako veliko ljubeznijo spremljaš ljudi, da zanje ne le očetovsko skrbiš, ampak jih v svoji ljubezni tudi milostno očiščuješ grehov in stalno vodiš glavi Kristusu. V svojem usmiljenem sklepu si določil, da bodo grešniki, ki bodo vstopili v sveto vodo, umrli s Kristusom in ostali brez madeža, ter postali njegovi ljudje in dediči večnega plačila. Blagoslovi to vodo s svojim blagoslovom, da nam bo, ko bomo z njo pokropili sebe in stene kapelice, znamenje tistega zveličavnega studenca, pri katerem smo očiščeni v Kristusu, postali svetišče Svetega Duha. Nam pa daj, da bomo z vsemi brati in sestrami, ki bodo pri tej kapelici molili, dospeli v nebeški Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Bog Oče usmiljenja naj bo navzoč na tem svetem kraju in milost svetega Duha naj očisti nas, ki smo njegovo svetišče. Amen. Sledi še blagoslov Marijinega kipa. Naša kapelica bo posvečena nebeški materi Mariji, pomočnici kristjanov. Slovenci tako lepo rečemo: Mariji, pomagaj. Tak Marijin kip izraža, kako je Marija povezana z Jezusom in njegovo cerkvijo. Kot Jezusova mati je začetek, podoba in vzor cerkve. Trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Zato z veseljem in zaupanjem blagoslavljamo njen kip in želimo, da bi v molitvi pred njim rasli v pripravljenosti, da bomo po Marijinem zgledu sprejeli Kristusa in sodelovali pri delu odrešenja. Molimo. Vsemogočni Bog, slavimo te. Zakaj velike reči si storil Mariji, materi svojega sina? V njem vidimo, kako bogato si v svojem usmiljenju obdaril ves človeški rod. Blagoslovi, prosimo, ta kip Marije pomočnice. Vedno naj nas spominja na to, da je Marija Božja in naša mati, ki jo smemo klicati na pomoč vsaki stiski. Po njenem zgledu naj nenehno živimo evangelij in po njeni priprošnji pridemo v občestvo zveličanih po Kristusu našem Gospodu. Amen. Kapelica in Marijin kip je blagoslovljena. Izročimo se nebeški materi Mariji. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem, da se ti v danem izkažem, ti danes posvetim. Svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce. Vsega popolnoma vsega, ker si torej tvoja dobra mati, vari me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Sicer nisem imel namena govoriti še kaj posebej, ampak tokrat sem se spomnil na Brezjah enkrat. Stopim ven iz cerkve, pa tam srečam neko gospo, ki je že dolgo časa nisem videl v naši cerkvi, pa pravi, se čudite, da me tukaj vidite. Pravi, kadar je kaj težkega, kadar doživljam kakšno krizo, grem sem na Brezje in prosim nebeško mater Marijo. Dragi bratje in sestre, tisti, ki se čutite pripadniki naše župnije, pa tudi tisti, ki morda mislite, da ste nekoliko oddaljeni, tukaj imate našo skupno mater. In če se tukaj ustavljamo, zmolimo morda kratko molitev, tako kot je župan prej rekel, morda samo pokrižamo, ko gremo mimo, pa pomislimo na to, da njej izročamo v varstvo sami sebe, svoje najbliže, pa tudi svoj kraj. Potem imamo tukaj neko središče, kjer se lahko začenja nekaj tistega velikega, kar potem pozneje lahko preraste tudi v to, da se bomo nekoč srečali v nebesih pri Bogu. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki bodo častili Marijo pred to kapelico, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Dragi Marijini častilci, dragi sokrajani, prijatelji, ki ste prišli danes na to naše slavje, mi smo dopičali zelo ponosni, ker smo si zmer želeli, da bi imeli eno znamenje. Bogu hvala vsem tistem, ki so na to idejo prišli. Tudi moja glava je zmer razmišljala, zakaj v resnici nimamo nobenega znamenja. Zdaj se to uresničilo. Želim vsakmo, da bi se v trenutku spomnil tega najhujše, kot je gospod župnik in naši kapelci,
In zahvalila bi se čisto vsem, ki ste sodelovali, ki ste delali in se žrtvovali. Bogu hvala za ta naš dan. Hvala lepa.